Ambulanto odpiramo, smo pričeli dejansko z delom. Tisto, kar lahko z veseljem ugotovim, je to, da ni navala. Je bilo nekaj ljudi, jaz sem bil sam pred nekaj minutami v ambulanti, prišla je družina, kjer sta se želela oče in mama vpisati, prav tako otrok. Ob tem smo preverili veljavnost izbire njihovih osebnih zdravnikov in ugotovili, da sta tako mama in oče imata izbranega osebnega zdravnika. Za otroka pa smo potem starše napotili na pediatrijo, kjer bi potem tega otroka, če bo potrebno, tudi vpisali. Mi smo se tudi odločili, da bomo zdaj beležili dejansko, zakaj ljudje prihajajo. Jaz sem že večkrat povedal, seveda, da je specifika oziroma ta problem neizbranega osebnega zdravnika v Sloveniji različen. Torej, v Mariboru imamo podatek, da 6000 ljudi nima izbranega osebnega zdravnika, ob tem sem večkrat že povedal, da 12000 ljudi se dnevno vozi delat v Avstrijo in mnogo kateri od teh ljudi imajo izbranega osebnega zdravnika v Avstriji, vendar tega mi ne vemo. Po drugi strani pa imamo tudi lastne izkušnje glede potreb teh pacientov. Vi veste, da smo v Mariboru imeli to do sedaj organizirano na način, da so se ljudje, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, lahko oglasili v ambulanto, lokacijsko njim najbliže, in so bili tam tudi ustrezno obdelani. In mi dejansko tudi ob takšni organizaciji nismo imeli velikega navala teh pacientov. Ta ambulanta je namenjena v osnovi tem bolnikom, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika in imajo neke zdravstvene težave, ki po svoji naravi ne sodijo v obravnavo v urgentni center, oziroma lahko imajo tudi kakšne stvari administrativne narave, ki jih je potrebno urediti, in takšni pacienti sodijo v to ambulanto.